naprej razbijemo skupaj. Letos upam, da smo državni prvaki, vsi skupaj. Večkrat se s fanti dobimo pač v tistem baru Oljka, to je, bi rekel, vsem nekako najbližje. Tam si ogromno misli izmenjamo, predvsem to, ker pač tu nismo neka profesionalna ekipa, to smo bolj prijatelji. Z njimi rad delim misli, ne glede ali so to misli samo za dirkanje ali v nekem, bi rekel, privat življenju, kot tudi ostali z mano. Danes odpravljam na Reli Soča Valley. To je ena najtežjih, mogoče pa tudi najbolj pomembnih dirk v mojem življenju. Lahko tokrat postanem prvič državni prvak, kar nisem nikoli verjetno niti sanjal. Mislim, da nisem še zrel, ne poznam tako dobro tega dirkalnika in se ne počutim še v njemu prav tako, kot si bi jaz želel. Tako da mislim, da v nek hud boj z Rokom še ne morem. Seveda vemo, da sezona je še dolga, ne. Mislim, da je brez veze, da bi jutri nekaj razkiral na glavo, pa prvo dirko že odnesel domov z zelo slabim rezultatom, najhuje pa še z razbitim dirkalnikom. Zadnji hitrostni preizkušnji, mogoče par metrov pred ciljem, nekih 300 metrov v zadnjem ovinku, kjer je največ ljudi. Pač užgane so bile res ogromno bakel, vinka sploh nisem videl in... Marko! Prvenstvo še celotno odprto, nič se ne bomo preveč veselili te zmage. Mislim, da jutri se moram odpeljati pametno. Cel dan bom imel štartno številko 1, tako da od štarta do cilja bom vodil nekako ritem. Ni bilo tako lahko delo, kot mnogi mislijo, se samo voziti za Rokom. Pač res je bilo treba kar držati gas. Ja, sezona je težka, zato ker je pač iskreno Rok dobil 0 v Ajdovščini, ne, in skušamo tudi železnik in sigurno se mu čim bolj približati, pobrati drugo mesto in dobivati izkušnje, mogoče če nekako dirko zraven, da lahko dobim čim več kilometrov in da se spoznam z avtom.
prišli v železnike, to ne samo domov. Levo 2 patirobniki, 70. V levo 3 krati, v desno 2 krati, desno 2 krati. Najprej se moram zahvaliti vsem, ki mi pomagajo pri tem projektu in seveda moji ekipi, ki smo res naredili korak naprej. Tudi Tara res, pač z dirke v dirko so res hitrejša in tudi danes sem res zelo zadovoljen z dirko. Pač ta zaostanek je za Rokom, bomo rekli, ni noben problem. Najvažno je, da smo se borili od štarta do cilja. Pač kmetija je taka, kot je, ne. To je delo, ko vreme dopušča, ogromno krat treba narediti. No, dan po žaljcu je res bilo idealno vreme za saditi, sadili smo ohrovt in ja, neki par 10 000 sadik smo posadili in v službi pa itak rad skačem v lokomotivah. No. Pač se navadiš in potem se ti tako vedno življenje nekaj vrne. Če nič drugega se marsikdaj kakšnemu zasmini za kako gumo, ker reče, sej je priden, se matra. Preko slej poči, ne? 3:30, desno, ne. Ne. Takrat se tudi vidi, bi rekel, kdo stoji zraven tebe, ne. Dok vsi zmagujemo in je vse lepo, to ni problem, ne. Problem je, kot je bila sezona, recimo 2017, ne, ko smo imeli 3-4 totalke, pa vsako dirko, kak bok sem pripeljal zvit domov, ne. Takrat se vidi, kdo ti stoji zmeraj ob strani, ne, kdo je po ekipi, Tom je bil noči pa dneve tukaj. Da on ima neizmerno veselje do tega športa, bi rekel, do mojega prijateljstva in dneve in noči je preživel v moji delavnici. Bil je samouk, pač začela sva v AX-u, nisva znala niti kaj je dirkalna sklopka, kaj ni, malo sva prečitala, sama razdrla, nisva prav zložila, še enkrat podrla. In pol 2015 me je vprašal, če grem z njim na gorsko dirko prvo. In tako se je naša zgodba začela. Divjak je bil. Nič ni poslušal in z leti se je naredil v dobrega dirkača. On je zmeraj govoril, da enkrat se bomo usedli v ta R5, jaz sem rekel, da verjetno to nam ne bo uspelo in ja, imel je prav, tako da želim si, da bom imel tudi prav to, da bomo enkrat državni prvaki. Sej tudi mi dva, imava kdaj kak višji glas, ne, sej to je normalno, ampak pač zmeraj si rečeva, ko je kaj narobe, si treba povedati, edino tako lahko traja neka zgodba. Njega sem spoznal že na začetku, da on je zmožen to doseči, biti državni prvak. To jaz čakam že zadnjih 5 let. Dnevno dobivamo vprašanje, kdaj bom premagal Roka, ne, ampak to še zdaleč ni lahko delo, vsaj v Sloveniji ne, ker te Rok vozi že ogromno let. Te dirkalnike in te hitrostne preizkušnje jih pozna odlično. Vprašanje je, kaj bo zdaj. Prihaja Gorica, boril se bom, vem pa, da Rok je hiter in upam, da ga bom čim prej lahko ogrožal za najvišje mesto. In desna pul, dejmo desna pul R50, bravo. In levo 3, vidiš 40. Smo prebili prednjo levo. Ja? Ja. Težka dirka, ne, pač zjutraj res zahtevne razmere, čeprav startu sem zelo dobro, zelo hitro. Naredil sem napako, niti sam ne vem, kje je prebil gumo, šla se je staro menjavati, imela težavo pri menjavi.
se bom boril naprej in probal loviti vseeno zmago v državnem prvenstvu. Pa hartu cilj, desno, pa hartu cilj, dej. Dejmo, bravo. Super. Da smo imeli vse, bi rekel, dobre pogoje in novi gum in vsega, sem izključno šel na to, da bo napadal Roka. To je reli pač. Zgodilo se je, Roko je ponahajala tehnika, jaz sem prebil gumo, prejšnji reli je Rok se rešil s prebito gumo. Ne moreš se tega navaditi. Vedno te je strah. Ampak smo veseli na koncu, ko pride v cilj, to je najbolj pomembno. Njemu mogoče je najbolj pomembna zmaga. Medtem ko meni kot mami je pomembno, da pride cel. Spomnim s tem AX-om, to je šlo vse na nož. Ali je prišel, ali pa je razbil, ne. Mestne variante ni bilo. Jaz pravim zmeri tako, ne. Vsaka šola košta več, ko jo plačaš, več te nauči, ne. Zdaj pa je, on je zdaj v primerjavi s takrat, ko je začel, je bil takrat en fantek, zdaj je to, lahko rečem, v naših očeh kar zrel dirkačno. Si vesel vsega, si vesel, normalno, da se veselimo njegovih napredkov, uspehov, ma strah pa bo verjetno prisoten vedno. Moram reči, da sem res malo že izčrpan, ampak definitivno si želim, da bi jutri zvečer se zaključil tako, kot si želim. No. Nestrpno pričakujemo ta konec vsi. Nervoza je sigurno velika, tako kot pred nas, tudi pri njemu. Ne vem, ali smo bolj mi napeti ali bolj Marko. Jaz kot mehanik, meni je to želja bila že od zdavnaj, ne, da bi probal pač biti v boksih in pomagati eni ekipi. Da bom pa pri, bomo rekli, tako uspešnem, pa se nisem pričakoval. Ajde, z glavo. Ja, sreč. Gremo po naslov. 50, desno, stiri. Leva, stiri plus, levo, stiri plus. Leva 5, desna 5. Desno, stiri, 40. Levo full 100, leva full 100, gremo v cilj, bravo! Bravo! To! Jej! To!
zadnjih nekaj tednov na meni velik. Ampak ja, evo, uspelo mi je, pač pred 10 leti sem sedel v dirkalniku, ki je bil, bi rekel, vreden kot amortizer tega dirkalnika in ponosen sem, da mi je to uspelo. Vsemi pokrovitelji bi se res iskreno rad zahvalil in mojemu očetu, ki 10 let vlaga še več vame in res presrečen sem in hvala vsem, ki so me spremljali, od sodnikov do redarjev v progi in vsem navijačem. Stresno, zdaj imamo stresno. Ampak v redu, mi smo srečni, ponosni do neba. Zelo sem ponosen na Markota, da je dosegel to, kar je dosegel. Grejo mi kakšne solzice, ampak mislim, da so to solzice sreče. Ja, je bilo kar dosti več napetosti, smo skupaj z Markotom šli čez to, smo se bodrili en drugega. No, v bistvu verjetno se sploh ne dojamem še in po mojem so se mi uresničile sanje. Zjutraj je zelo naporno zaradi vrtenja in stresa. Mi smo z Markotom navajeni, da je rock and roll. Ja, da ni zmeraj vse ravna črta. Srečno in tako, ko znamo, je prav? Ne. Ne, Marko. Equipo 370, Nemo. Ajde. Bravo. Levo full. Desna 5, bravo. Pa smo ga spustili malo, ali?